Izraelski vojak je bil danes v južnem Libanonu ranjen zaradi eksplozivnega drona Hezbolaha. Sirene so se oglasile v mestih na severu Izraela po izstrelitvi raket proti vojakom v južnem Libanonu. Medtem izraelske obrambne sile pravijo, da so dosegle operativni nadzor nad potokom Vadi Saluki približno 10 km od meje. Za najnovejše informacije se zdaj v živo javljamo k naši dopisnici i24 News v angleščini Robertu Swiftu, ki se nam v živo oglaša z severa Izraela. Roberta, kakšne so najnovejše informacije s terena? Glede na pomen potoka Vadi Saluki v južnem Libanonu, kako pomemben je ta operativni nadzor? Torej, glede na to, kje smo zdaj na meji in bili smo še bolj na severu prej danes večer, v kolikšni meri se ta operativni nadzor, za katerega IDF pravi, da ga dosega na jugu Libanona, dejansko občuti? Ni povsem jasno. Ko smo bili v Matuli, eni najbolj severnih vasi v Izraelu, je bilo občasno streljanje z lahkim orožjem, ki je prihajalo s severa in zahoda te lokacije. In medtem ko smo bili tam, sta bila iz neposredne bližine samega mesta izstreljena 2 prestrezna izstrelka. Ni jasno, kaj je bila tarča teh izstrelkov. Morda dron, tako se mi je takrat zdelo. Toda prebivalci, ki tam živijo, tega očitno ne občutijo neposredno. Verjetno bodo takšna dejanja na terenu imela rahel zamik, preden jih bodo prebivalci občutili. Kar zadeva to konkretno današnjo napoved IDF, tam še ni čutiti posledic. Vpliv bojev na terenu pa je viden, glede na žrtve, ki ste jih omenili. IDF je danes prej poročal, da so imeli eno žrtev, članico artilerijskega korpusa, ki je bila zmerno ranjena v napadu z dronom Hezbolaha. Zdaj nimamo natančne lokacije strani IDF glede tega incidenta, vendar je Hezbolah malo kasneje izdal izjavo, da so izvedli 2 napada z dronom na artilerijski položaj. Tako da gre verjetno za isti dogodek tam. Rekli so, da se je incident zgodil v Adasi, kar je libanonska vas neposredno nasproti izraelske vasi Misgav Am, tik na drugi strani meje. Miško, a mi je v hribih za mojim hrbtom, medtem ko govorim z vami? Prav tako smo čez dan videli napade, ki so se dogajali. Izraelske letalske sile so v akciji, prav tako tudi vojska na terenu. Napadi so se zgodili v Tiru, libanonski reševalci pa poročajo, da je en dogodek tam povzročil žrtve med reševalci. Libanonski mediji poročajo, da je bilo v zadnjih 24 urah na jugu Libanona ubitih 15 ljudi. Ampak vrnimo se sem, na sever Izraela, natančneje v Metulo, vas, kjer smo danes popoldne in zvečer preživeli nekaj časa. Prebivalci, s katerimi smo se pogovarjali. Veste, govorijo o premirju, vendar je bilo jasno, da se niso ravno počutili, kot da je premirje. Ob stalnem zvoku streljanja v ozadju je razumljivo, da se tako počutijo. Poslušajmo, kaj nam je povedal eden od prebivalcev o Hezbolahu in o tem, kakšno je življenje tako blizu te skupine. Morate stati zelo odločno, ne samo Izrael, Libanon in Združene države. Moje vprašanje je, kje je Francija, saj je bil Libanon njena kolonija? Zgodovinska kolonija. Ena je bila na Bližnjem vzhodu, na Srednjem vzhodu. Kje so danes? Zakaj niso prišli? Podpreti Libanonce in libanonsko vlado ter jih okrepiti. Kje so Britanci, da bi prišli in jih okrepili? Američani so odlični, Izraelci so odlični, vendar potrebujemo, da preostali svet pride in pomaga Libanonu, da se postavi po robu Hezbolahu, ker Hezbolah ni samo problem Izraela in ni samo problem Libanona. Ker Iran že dokazal vsem, da to ni samo problem Izraela ali Amerike, ampak tudi Bahrajna, Kuvajta in Saudske Arabije. To je problem sveta in Hezbolah, to je njihov posrednik, to je ista težava z drugo preobleko. Ko stojiš v Matuli in gledaš naravnost proti libanonski meji, je jasno, kako odprto je to območje. To je strah za prebivalce in za prebivalce mnogih drugih skupnosti vzdolž tega območja.
Ni jasno, kako se bodo stvari odvijale naprej. Sinoči so bile sirene. Obstaja velika verjetnost, da jih bo v prihodnjih urah ali morda dneh še več. Robert Swift nam je predstavil glasove iz severnega Izraela. Hvala za to poročilo s terena.